Kakor običajno pred koncerti so prihajale do nje prošnje tistih ptičev, ki so se imeli za nekaj več. Hoteli so brezplačne vstopnice ali pa so pričakovali, da jih bodo vpisali na seznam vabljenih gostov in jim rezervirali mesto blizu odra. Nekateri so bili celo tako nesramni, da so si hoteli koncert ogledati z bližnjih streh. Tako je par grlic poslal prošnjo, če lahko prisostvuje koncertu z dimnika hiše številka 7, kjer se navadno zadržujeta in se lepo vidi naravnost do velikega kostanja, kjer bo koncert. To je pa višek, se je razjezila vrana in si začela od razburjenja trebiti perje na hrbtu. Takole, po domače, kar v copatih in z domačega dimnika bi gledali gala koncert. Kaj si pa mislijo? Nikakor ne. To bomo preprečili. To je bil odlomek iz slikanice Vrana Josipa, katere avtorica sem. Na današnji promociji pa sta se mi pridružili dr. Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in strokovnjakinja za ptice, seveda, dobrodošla. In z nami je tudi moja vnukinja, tudi Nika Zupanc Lovšin, navdušena bralka in današnja moderatorica promocije. Ali drži, da so vrane uvrščene v razred ptic pevk in zakaj? Vrane so uvrščene v red ptic pevk. Razred je celoten razred ptic, ampak red ptic pevk je res zelo obsežen. Uvrščene pa so v ta red predvsem zaradi ene značilnosti, o kateri govori tudi ime ptice pevke. Namreč imajo zelo razvit pevski organ, oziroma lahko bi rekli temu tudi ptičje glasilke ali strokovno syrinx, in so zaradi tega sposobne tvoriti zelo kompleksne napeve, sposobne so imitirati druge zvoke in tako naprej. A drži, da so vrane pametne, kot je razširjeno mnenje, in ali sploh lahko na ta način po pameti rangiramo ptiče? Ja, drži, ja. Vrane oziroma celotna družina vranov spada med ene najbolj inteligentnih družin ptic. In ja, tudi se da ptice oziroma živali rangirati po inteligenci. Obstajajo testi, s katerimi se pač testira njihove sposobnosti. To so različne sposobnosti, gre za sposobnosti reševanja različnih problemov, sposobnosti izdelave, uporabe orodja, njihove socialne veščine, potem spomin, pomnenje. Vrane so znane po tem, da celo razumejo čas in si zapomnejo epizodično pač določene dogodke, kaj se je zgodilo prej, kaj se je zgodilo kasneje. Tako da potem lahko obstajajo tudi testi, ki ugotavljajo, kako so sposobne prepoznavati oblike, barve, človeške obraze in tako naprej, ne. Pač cela vrsta je teh testov, s katerimi ugotavljajo, kako visoko inteligenco imajo. Se pravi, do zdaj sem še vse prav napisala. Ja. 9. maja je svetovni dan ptic selivk. Kako to, da se nekatere ptice selijo, druge pa ne? Zakaj se vrane ne selijo? Zdaj glavni dejavnik, ki botruje selitvam, je hrana oziroma pomanjkanje hrane v določenih obdobjih. Zdaj recimo bom kar povedala najbolj tipičen primer, so recimo žužkojede ptice. Vemo, da pozimi pač zanje zmanjka hrane v tem okolju in seveda se morajo odseliti na druga območja, kjer je te hrane dovolj. Zdaj nekatere ptice, ki v poletnem ali pa toplem delu časa se prehranjujejo z žuželkami in nevretenčarji, pozimi spremenijo svojo prehrano, postanejo semenojede in se na ta način pač prilagodijo tem razmeram, medtem ko druge ptice tega ne morejo, ker so pač genetsko tako pogojene in zato se morajo odseliti. Skratka, hrana je tisti glavni dejavnik. In ne recimo temperature, dostikrat ljudje mislijo, da ptice zebe in da se zato odselijo. To ni tako velikega pomena. Kakšne so značilnosti vran? Značilnosti vran, jaz bi rekla, da tisto, po čemer jih najbolj prepoznavamo, je gotovo njihova inteligenca in družabnost. Vemo, da se vrane velikokrat pojavljajo v večjih skupinah,
To pa niso samo naključne skupine, ne. Med njimi so te odnosi precej urejeni, poteka kompleksna komunikacija, znajo si sporočati informacije med seboj, tako da tudi socialna inteligenca je zelo značilna za njih, ne. Drugače pa mogoče ena od telesnih značilnosti, ptice dostikrat razvrščamo glede na značilnosti kljuna, ker recimo značilnost oziroma oblika kljuna veliko pove o njihovih prehranskih navadah. In vrana je en tak tipičen vsejet, ne. Že njena oblika kljuna ga izdaja, da je vsejet. Zato je tudi zelo prilagodljiva, ona se znajde praktično v vseh okoljih, uživala bo katerokoli hrano ji je na voljo. In to je tudi odgovor še na prejšnje vprašanje, zakaj se ne selijo, ne. Ni potrebe, ker se znajdejo v vsakršnem okolju, v vsakršnih razmerah. A živijo po vsem svetu kot vrabci? Siva vrana, konkretno ta vrana, ki je predstavljena kot vrana Josipa, ne živi po vsem svetu. Živi predvsem v vzhodni, severni Evropi in pa vse do osrednje Azije. Ima eno zelo ozkosorodno vrsto, rečemo tudi sestrska vrsta, ki je črna vrana, ta živi v zahodnem delu Evrope. Sicer pa družina vranov pa poseljuje ves svet, ja. Razen seveda Antarktike. Ja. Se vam zdi, da je babi uspelo upoštevati dane zakonitosti ptičjega sveta? Ja, meni je zelo všeč, kako je predstavljena ta pestrost ptic in tudi nekako njihovi značaji so upoštevani, so predstavljeni, ne. Tudi ta značaj te vrane, ki je majčkeno vase zagledana, ne, ima se za najboljšo pevko na svetu, čeprav v resnici ravno vrane, saj za človeški posluh niso, ne, znane po tem, da so zelo poslušljive, ne. Čeprav mogoče bi pri tem povedala, da pa vseeno so se sposobne naučiti in imitirati določene besede in tudi ta njihovo krakanje ni kar tako, ne, je zelo že na meji nekakšnega jezika, ne, ki je zelo pomembno za medsebojno komunikacijo, ne. Ampak kakorkoli, ne, niso pa sigurno neke pevke, da bi jih lahko označili kot pevske dive. No, kljub vsemu, ne, kljub temu, da je majčkeno samovšečna, mi je pa všeč, da ni predstavljena kot zlobna, da je v resnici zelo dobrosrčna. Ja. In v tem pogledu, ne, me je tudi zelo nagovorilo to, ne, ko je kosu uplenila tisto jajce in potem poslala opravičilo, ne. Ja. Ljudje se dostikrat jezimo nad vranami ravno zato, ker plenijo pač ptičja gnezda oziroma gnezda manjših ptic pevk, ne, zlasti tiste, ki so nam bolj všeč ali po izgledu ali po zvoku ali kakorkoli, ne. Smo jezni na vrane, ne. Ona pa tukaj sama pojasnjuje, da tega ni naredila iz zlobe, ampak iz potrebe. In dejansko tako je, seveda jajc ne plenijo zaradi tega, da bodo imele lepši glas, ne. Ampak večinoma zato, ker s tem plenom prehranijo svoje mladiče, ne. Je pa treba vedeti, da so tudi vrane plen drugih večjih živali, ne. Da niso samo one tiste, ki plenijo in da plenijo. To sem pa kar presenečena. Si mislila, da so čiste glavne tukaj v mestu med ptiči? Ne, sploh ne. Jaz vam res lepo zahvaljujem, da ste nam priskočila na pomoč pri tem predstavljanju moje slikanice. Vidim, da je resnično ta ptičji svet tako bi rekla kompleksen, če že malo samo opazujemo ptice na vrtu, s čimer se je moja slikanica sploh začela, ravno s tem, kako vrane hočejo pleniti gnezda kosov in jaz sem jih vedno podila, tako nekako se pa začeli, sem šla gledati, kaj so s temi vranami, pa ptice pevke, to pa nemogoče, ne, tako se pa začeli to odvijati vse skupaj. Tudi društvo vaše je velika organizacija, več kot 26 ste rekla zaposlenih. Ja, mislim, da trenutno 26. 26 in tako da, tudi Slovenija, kot vemo, je krasen habitat v celoti za ptice, ne. Tako da, tudi tebi, Nika, res hvala, da si bila moja opora tukaj. Mogoče kakšna se pa tebi zdi knjiga? Meni je bila knjiga zelo všeč. Prikaže en tak duhovit in zanimiv način, kako ptice živijo in pokaže njihove dogodivščine.
A si to sam zato rekla, da sem tvoja babi? Ne. No, jaz imam enako mnenje, pa niste moja babica. Ne? Hvala lepa. Josipina spalna vrečka je spalna vrečka z mešanico spalnih zelišč in tole si je dala Vrana Josipa na glavo, ki je meditirala in vam pač poklanjam. Ko vam bo zmanjkalo, prosim, lepo izvolite, se javite, pa bomo novo naredili. Dobro, hvala. Z veseljem.